Nenad Tošovski, lepo pozdravljen. Kakšni so občutki, ko si znova na tem igrišču? Občutki na tem igrišču so vedno fenomenalni. Znova, prej, zdaj, vedno so fenomenalni. A so se takoj pojavili kakšni lepi spomini? Pojavijo se razni spomini, lepi, manj lepi, ampak v globalu lepi, ja. V nogometni klub Domžale si prišel leta 2001, konec te sezone je klub izpadel iz prve lige. Kaj je bil po tvoje takrat vzrok za to? Vzrok za izpad? Nismo bili dosti dobri, verjetno, da bi ostali v ligi. Verjetno. En kup enih vzrokov je bilo, da je prišel do tega, ampak glavni razlog, ne vem, jaz mislim, da pač tisto sezono si nismo zaslužili, da ostanemo, ker lestvica na koncu sezone ne laže. No, ste pa takoj v naslednji sezoni 2002-2003 bili gladko prvaki druge lige, se vrnili nazaj med elito. Kako dober nogomet se je igral takrat? Takrat se je igral dober nogomet, ja, zelo dober nogomet, ampak mogoče bi se vrnil na prejšnje vprašanje, da se je igral tako dober nogomet v naslednji sezoni druge lige. K temu je najbolj pripomoglo, bom rekel, neko razmišljanje klubske uprave, ki sezono prej, ko smo bili res, da rečemo, slabi, ajde, če ne vem, tudi po točkah mislim, da smo gladko izpadali, ampak v klubu niso zaganjali neke histerije, neke panike, nekih pritiskov. Že takrat so imeli neko vizijo. Takrat so imeli neko vizijo, ki se je kasneje pokazala kot prava. Se pravi, je bilo mučno izpasti iz lige, je bilo mučno se usesti na avtobus, iti na gostovanje, pa veš, da boš zgubil tekmo, pa si jo dejansko tudi zgubil. Ampak mi, igralci, nismo čutili nekega posebnega pritiska s strani uprave. Tako da mislim, da je to začetek nekega dobrega nogometa v Domžalah, da nas niso, lahko bi nas ubili. Ti sezono bi nas lahko vso pravico ubili. Ampak, se pravi, nismo imeli pritiskov, pripravljali se nekaj za naprej, za tisto, kar se je zgodilo pol čez toliko let. A se spominjaš igralcev po pozicijah? Si ostal v stiku s kom iz te ekipe? Ja, ostal sem z veliko fanti, ostal sem pač bil v teh 3 sezonah tukaj. Ja, ostal sem z Žino, z Vargo, z Kunstijem, z Žiko Vidojevićem, ne vem, koga bom pozabil, ampak ja, z dostimi igralci sem v stiku. Kaj ti je pa ostalo v spominu? Mislim, bolj nekaj smešnega, nenavadnega, mogoče čudnega iz teh časov? Ne vem, dosti je bilo, mislim, ne vem, dosti je bilo. Mogoče kakšna simpatična anekdota? Ne vem, anekdot je bilo dosti, zdaj iz glave, ne vem, mogoče sem čez minuto spomnil, ne vem, zdaj iz glave, ne vem, bilo jih je dosti, ne vem, to. Naslednjo sezono so Domžale potem osvojile 8. mesto, kar je bilo do takrat najvišja uvrstitev v zgodovini kluba. Kako si ti videl to sezono? Ja, sezona se v bistvu, sezona po tisti, ko smo dejansko suvereno osvojili drugo ligo, štart v prvo ligo ni bil najboljši. Ok, potem se tukaj ekipa se je dopolnila s kvalitetnimi igralci in mislim, celotno sezono smo igrali nek všečen nogomet. Zdaj bilo je dosti za to 8. mesto, ki je bilo v danem trenutku največji uspeh domžalskega nogometa. Si pa kariero zaključil pri 28. Kaj je bil razlog? Kariero profesionalnega nogometaša sem zaključil pri 28, pa sem igral še malo v drugi ligi, na Viču, na Svobodi. Zaključil sem po pogovoru s tedanjim športnim direktorjem Nešotom.
In z te perspektive, z današnje perspektive sem mu hvaležen za ta pogovor. Tam sem presekal, da je čas, da se obrnem v drugo smer. Mogoče v tistem trenutku nisem bil zadovoljen, mi ni bilo vseeno, ampak ko sem prespal, se pravi 20 let kasneje, sem mu hvaležen, da je opravil pogovor z mano na ta način, ki ga je opravil. A takrat si pa bil razočaran? Ja, bil sem razočaran takrat. Bil, pošteno. Kdaj in kje si potem začel trenersko kariero? Trenersko kariero sem začel, ne vem, kjer ga leta je bilo, to v Narne Taboru. Potem sem pa dosti hiter sem se preselil v Domžale. Takrat mislim U11 selekcija, ja, U11, U13. To je bilo leta, ne vem, 2010, tam nekje. Kako sebe vidiš kot trenerja? Mislim, jaz sebe dobro vidim, zdaj nekako me drugi vidijo. Jaz sebe ful dobro vidim. Uživaš v tem delu? Ne, uživam, ja, je zanimivo delo, je razgibano, zanimivo. Prenašaš te izkušnje svoje zdaj na mlade igralce, ne? Se spominjaš kaj svojih trenerjev, ne? Uporabljaš kakšen njihov pristop pri svojem delu? Definitivno. Uporabljam pristope svojih bivših trenerjev, govorim te anekdote, ki ste jih omenjali, veliko anekdot povem igralcem, da vejo kaj, kako, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo, predvsem te smešne anekdote. To jim razlagam. Ja, definitivno pa tudi pokličem te svoje bivše trenerje, vprašam za nasvet, če sem kdaj v kakšni dilemi, kaj narediti, kako narediti, vprašam za mnenje, ok, na koncu moram jaz odločiti za to, ampak če pridobiš 2-3 mnenja, pač ni nič napačnega. In koga največkrat pokličeš, oziroma če te tako malo potegnem za jezik, kdo je bil tvoj najboljši trener? Najboljši, težko rečem, najboljši, ampak kaj, izpostavil bi Slaveta, definitivno. Izpostavil bi Dogančiča v Prevaljah, izpostavil bi Bobota Lučiča v Ajdovščini. Njih tudi načeloma pokličem, ko sem to omenil. Spremljaš kaj Domžale zdaj? Ja, seveda, spremljam redno, vsekakor. Kot trener, kako nam gre? Odlično. Igral si na poziciji desnega bočnega igralca, če se primerja z današnjim Mileničem. Kaj bi rekel? Ma boljši od mene, kaj če pošteno. Kaj me reči? Je, fant ima vse, kar mora imeti modern bočni igralec. Vse ima, ofenzivno je kvaliteten, defenzivno je kvaliteten, ima vse, ima predložek, predvsem to mi je všeč pri bočnih igralcih. Ko vidim pri bočnem igralcu, da ima ta center šut kvaliteten, to je meni nekaj najlepšega. S tem, da nisem igral samo bočnega, igral sem tudi libera, tudi štoperja, vse živo sem igral. In za konec, kaj počne popularni Tošo danes? Trenutno nič. Trenutno sem glih zaključil avanturo v enem klubu, tako da zdaj v bistvu čakam, da se spet kaj odpre. Ogromno prostega časa, kaj v njem počneš? Nič posebnega. Kakšna pijača, druženje s prijatelji, to je to, nič konkretnega. Hvala. Enako.